Jaz bi svojo predstavitev v bistvu začel z nekaterimi dejstvi in zakaj pravzaprav govorimo o plačnih nesorazmerjih oziroma smo zdravniki, ne samo sindikat Fides, ampak nasplošno zdravniki prepričani, da je v trenutnem sistemu prišlo do plačnih nesorazmerij. V našem skupnem zdravstvenem sistemu, pa ne samo našem, ampak v večini zdravstvenih sistemov v Evropi je zdravnik tisti, ki je nosilec zdravstvene dejavnosti. V bistvu imamo zdravniki, pa nasplošno tudi zdravstveni delavci podpisano nekakšno socialno pogodbo med nami in pa družbo. Torej, družba ima do nas zelo visoka pričakovanja in zahteve do v bistvu hitre, kompetentne in na koncu tudi prijazne oskrbe. Seveda si tudi mi na drugi strani želimo delati v okolju, ki je ustrezno in nam v bistvu omogoča, da mi da ta visoka pričakovanja in tudi visoke zahteve pacientov in pa same družbe izpolnimo. Dejstvo je tudi, da je zdravnikov v Sloveniji premalo. Kot boste lahko videli v nadaljevanju naše predstavitve, je zdravnikov v Sloveniji približno 15% manj, kot je povprečje Evropske unije. Ampak delo je pa potrebno vseeno praviti. Pred našimi vrati se redko kdaj zgodi, da pacientov zmanjka. Vedno je kdo, ki potrebuje našo pomoč in naša dolžnost oziroma naša odgovornost je, da v bistvu vsem, ki to pomoč potrebujejo, skušamo pomagati. Pa lahko naslednji slajd. Torej, to so zdaj naša plačna nesorazmerja. In želimo, da v bistvu ker morate se zavedati, predvsem to tukaj leti v bistvu na podatke, ki se pojavljajo v medijih, da kadar mi slišimo, da nekdo zasluži 10,000 evrov ali pa 15,000 evrov ali pa 20,000 evrov, se večina od tistih, ki danes tukaj posluša, pa velika večina zdravnikov, ki dela v javnem zdravstvenem sistemu, zaveda, da to ni pač večinski del zdravnikov. In to, kar vidite zdaj na tej prosojnici, je realnost. To so naše osnovne plače. Torej, zdravnik sekundarij, ki vstopi v svojo poklicno kariero, ima bruto plačo 1400 evrov oziroma manj kot 1000 evrov neto plače. Zdravnik specializant, ki vstopi v proces izpopolnjevanja, ne izobraževanja, ampak izpopolnjevanja, zato ker mi smo s tem, ko smo vstopili v specializacijo, predhodno že dosegli univerzitetno izobrazbo in se mi v času 4 do 6 let samo še izpopolnjujemo, zato da postanemo polno kompetentni za področje, ki ga bomo v nadaljevanju pokrivali. Ta zdravnik ima bruto plačo 1800 evrov oziroma neto plačo 1200 evrov. To je približno ena povprečna plača v Sloveniji. Zdravnik specialist, ki dela recimo na primarnem nivoju oziroma na tudi določenih drugih področjih, ima bruto plačo 2400 evrov oziroma neto plačo 1500 evrov in najvišji zdravnik oziroma ta, ki je dosegel tako imenovani strop v 57. plačnem razredu, to je že v bistvu še eno horizontalno napredovanje temu pridruženo, torej zdravnik višji specialist je lahko v osnovi 55. plačni razred, če pa dosegel že eno horizontalno napredovanje, je pa maksimalni plačni razred 57. in v takem primeru ima on bruto plačo približno 4000 evrov in neto plačo manj kot 2400 evrov. Lahko naprej? Zdaj v bistvu ta grafika in pa naslednja nekako samo še nekoliko bolj slikovito prikazujejo določena nesorazmerja, ki so se pojavila zdaj s tem spremenjenim sistemom plač za večino zaposlenih v zdravstvu, razen za zdravnike. Še enkrat bi želeli poudariti, da to v bistvu uporabljamo samo z namenom nekako prikaza teh nesorazmerij in res privoščimo našim kolegicam, ki so vsekakor vitalen del našega tima in si v bistvu brez njih našega dela pravzaprav ne predstavljamo.
zdravnika, ki se nahaja v višji, ko v bistvu pot specializanta začne nekoliko više kot pa tista osnovna v 38. plačnem razredu, ampak to je opredeljeno s PPD-jem, kar pomeni, da so to posebni pogoji dela, ki niso neka izmišljotina, ampak v bistvu so jasno začrtani kriteriji, kdaj lahko dosežeš te posebne pogoje dela. To pomeni, da si ali v operacijski dvorani ali upravljaš delo na intenzivni negi oziroma v urgentnih ambulantah, in tukaj lahko v bistvu primerjalno gledamo v bistvu nekak razvojno pot kolega kirurga do v bistvu tega maksimalnega plačnega razreda. In tukaj bi v bistvu še opozorili na eno anomalijo, ki je mogoče najbolj izrazita pri zdravnikih, ampak se pojavlja tudi pri ostalih, torej da mi v resnici lahko v 13 letih od 40 let, ki jih bomo opravili v javnem sektorju, dosežemo vrh. Torej v bistvu ta karierni zastoj oziroma nek napredek, neka želja po napredovanju se lahko že pri 40 letih zaključi, kar je seveda po našem mnenju zelo neprimerno, ker torej pri 40 letih ti v javnem sistemu ne moreš več napredovati. Ni več spremembe, ki ti jo trenutni sistem omogoča. In to pomeni osnovno neto plačo 2400 evrov. Lahko naprej. Zdaj, kako smo prišli do sem, bom v bistvu samo na kratko povzel. Vsi, ki delujemo v javnem sektorju, smo opredeljeni z zakonom v sistemu plač v javnem sektorju, ki je bil vzpostavljen leta 2008, ne leta 2018, kot piše na tem slajdu, in zajema nekje 170 000 zaposlenih v javnem sektorju. Zdaj, namen tega zakona je bil predvsem to, da se poenoti dodatke in pa izplačila. Glavni namen tega zakona je pa v bistvu bil predvsem proračunski, torej da se v bistvu ta strošek plač za državo nekako poenoti, da vse skupaj se da v neko enotno malho in da se s tem ohrani socialni mir. Hkrati pa se tukaj da recimo mogoče sindikate, mogoče bolj izraženih poklicev, kot smo zdravniki, v neko manjšino, kjer se v bistvu lahko s tem, kot bomo na naslednjem slajdu videli, da se določena odločitve sprejemajo s preglasovanjem sindikatov, in s tem težje doseže neke spremembe za specifične poklicne skupine. Lahko, Jan, kar naprej. Torej, glavna pomanjkljivost tega sistema je torej, da v bistvu same učinkovitosti ne smatra kot vrednote. Večina je v bistvu v tem sistemu, kot je bilo večkrat že izraženo, poznamo sistem uravnilovke. Sicer so v sistemu predvideni neki minimalni mehanizmi variabilnega nagrajevanja, vendar zaradi takih ali drugačnih razlogov v bistvu nagrajevanje tistih, od katerih je v bistvu javna služba odvisno, je nemogoče, oziroma je zelo oteženo, tako da pravzaprav v bistvu vsi napredujemo po neki klasični uravnilovki in velikih sprememb v tem znotraj tega sistema ni možno doseči. V bistvu je bilo implementirano v začetku nek sistem teh orientacijskih delovnih mest, vendar se je ta v bistvu s tem, ko so se leta 2016 oziroma 2017 dogajali te popravki krivic ZUJF-a, so se v bistvu zgodile, poglabljale te anomalije, zaradi tega, ker se plačni razredi preprosto pomikajo vedno bolj proti stropu oziroma 57. plačnem razredu. Torej, v bistvu s korekcijo plač za zdravnike v letu 2017, s korekcijo plač za javni sektor v letu 2018 in pa zdaj zadnjim dogovorom je v bistvu vedno več ljudi pomaknjeno pod strop. Lahko naprej. Zdaj, zdravniki imamo poleg tega zakona o sistemu plač v javnem sektorju še 3 dodatne v bistvu zakonske akte, ki nas definirajo oziroma definirajo naše delo. Torej imamo zakon o zdravniški službi, imamo našo lastno kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in pa potem posebni tarifni del kolektivni pogodbi, v kateri so definirana v bistvu naša delovna mesta in pa začetni in končni plačni razredi. Pa lahko naprej.
Zdaj, s tem grafom bi želel še enkrat poudariti to, kar je tudi Vasja prej v svojem nagovoru oziroma svojem prispevku povedal. Torej, mi imamo v bistvu že v javnem sektorju definiranih ogromno nekih dodatkov, torej imamo te v bistvu večkrat omenjene položajne dodatke za delovno dobo in tako naprej. Zdaj, sami dodatki za zdravnike, ki bi še dodatno v bistvu vplivali na dvig plač, so relativno majhni, torej to so dodatki za manj ugodne delovne pogoje, dodatek za občasno težje pogoje dela in pa dodatek za delo preko polnega delovnega časa. Treba je pa omeniti, da v bistvu največ, kar prispeva k višji plači, k višji osnovni plači zdravnikov, so pa dežurstva. In ta dežurstva so definirana v 42. členu Zakona o zdravniški službi, ki so pa opredeljena kot posebna oblika dela, s katero se zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo. In v bistvu to bi bil res en pomemben poudarek, ki ga v bistvu mi želimo tudi danes povedati. Torej, da v resnici zdravniki upravljamo dežurstva, zato da v bistvu upravljamo to neprekinjeno zdravstveno varstvo. To pa pomeni, da ko se zgodi nesreča, ko recimo ena nosečnica zakrvavi in ko pride do zdravniške oskrbe, je tam vedno nekdo takoj. Ne čez 5 minut, ne čez pol ure, ampak takoj.